Petra, živijo. Ful sem vesel, da si se odzvala po vabilu Ja, hvala za vabilo. in si kot prva ženska gostja pri meni. Tako da, Si rekel, ja, mi je v čas. zdaj ne vem, a je to v redu, ker nočem vabiti samo enakih podobnih zgodb. Sem te pa povabil zato, ker si mi bila vedno zanimiva. Spoznala sva se že pred leti, a ne, na enem Rotary dogodku, kjer si takrat predstavljala svojo prvo knjigo, Camino. Ja, ta je bila že ta 6. knjiga, ampak, Je bila že 6. ja, ampak je kdaj 7 let nazaj. Sigurno, ja. Tako da, kako si prišla do tega, da si postala pisateljica, podjetnica? Malo po nesreči, pa veliko po sreči. Zdaj sem pri 19 letih odprla svoje espe, ampak ne iz poguma ali pa želje, ampak bolj iz te edine poti, ko sem jo videla takrat. Namreč študirala sem v Ljubljani in glih starši niso bili tako premožni, da bi mi privoščili življenje tukaj. Imela sem sicer Zoisovo štipendijo, ampak ni bilo dovolj za vse pokritje. Pa sem začela delati. Ampak v bolonjskem sistemu nimaš toliko časa, da boš kar kadarkoli skakal not pa ven. Pa sem rekla, da edina možnost je, da imam jaz svoje espe, da imam prilagodljiv čas. Jaz sem šla na iPes, podprla svoje espe. Takrat sem tržila finančne produkte. V tem res nisem dobra. To sem se res trudila. Jaz sem ljudem bolj razlagala, zakaj ne kredita vzeti, ker to ni v redu, tako da to mi ni šlo. Ampak nekaj je treba začeti, ne. Ker sem se pa zelo borila na tem trgu dela, moram priznati, da jaz sem kar naduto stopila tako na trg in sem rekla, saj sem odličnjakinja, jaz imam zlata priznanja, jaz bom to najboljša, dajte mi knjige, pa jaz bom to vladala. Me je kar dobro prizemljilo, no, ker sem prišla dejansko delati in sem videla, da znam biti tudi pod povprečjem po nekih veščinah, ki so potrebne tako na zunaj, ne. In sem pisala blog z naslovom Česar nas niso naučili v šolah. Kaj pa v šolah se nisem naučila, pa bi zdajle rabila, da bi jaz kot podjetnica lahko vsaj za silo nekako živela. In so ljudje to kar brali, nekako spontano. Pa prišla ideja po parih letih, kaj pa če to zberemo eno knjigo z naslovom Česar nas niso naučili v šolah, podnaslov podjetništvo. In to je bila moja prva knjiga. Odziv je bil pa, sem potem ugotovila, nadpovprečen. Verjetno sem zajela pravi trenutek s pravo tematiko. To je bilo 15 let nazaj, ko v Sloveniji ni bilo govora toliko o podjetništvu kot danes, pa ni bilo teh podjetniških pospeševalnikov in vsega. In so mediji to kar dobro zagrabili, no. In to je bilo tako prvi korak k temu, da sem začela izdajati knjige. Nisem še živela od knjig, no, ampak sem pa videla, da to je nekaj, kar mi leži, kar se ljudje kar odzivajo, kar mi je enostavno, da verjetno je v tej smeri nekaj mojega, no. Prav tebi je bilo podjetništvo bolj kot možnost, da živiš svoje življenje. Ti ni bil cilj podjetje, ampak vizija, ideja. Tako. Nikoli nisem jaz sem vedno govorila, da bom dovršica. Meni je to tako romantičen poklic še danes. Tako da vsem učiteljem poklon, to je meni najlepši poklic. Ampak moram pa reči, da je zelo vplivala name ena huda prometna nesreča pri 18 letih. Ko sem dobila za moje pojme tak lep uvid v to, da se življenje zelo hitro lahko zaključi. Zdaj kot mladi si mislimo, saj imaš celo življenje pred sabo, kaj vse bom naredil nekoč, nekdaj, nekje. Takrat sem zares tako v dno duše začutila, da ne, lahko da me jutri več ni. Greš na cesto, nič nisi kriv, pa te jutri več ni. In ta občutek se meni tako globoko v mene zasidral, da sem resnično tisti trenutek začela drugače živeti. Ko ljudje rečejo, sem naredil nekaj drugače, po resnici zelo podobno. Jaz sem pa zares začela drugače živeti, z neko mislijo, da razmišljam o prihodnosti, ampak lahko pa da jutri umrem. In sem se vprašala, če pa je tako, ne, imam kratko življenje, kaj bi pa jaz zares v življenju rada delala? To je bilo pri 18 letih. No, in takrat sem si rekla, da svoboda mi ogromno pomeni. Jaz bi potovala, jaz bi videla svet, jaz bi neke svoje ideje izražala, jaz bi knjigo napisala, jaz bi vse te stvari naredila, kar so mi govorili, da se ne splača, da je brez veze, da ni nič od tega, da je škoda denarja, da je škoda časa, pa se bo že enkrat, ne. Ne, jaz bom tako življenje zajela s polno žlico. In edina možnost, da ob tem pa živiš finančno, je pa takrat zame bila neka espe, samostojna pot. Tako da to je bilo nekak način, kako si lahko financiram to, da v polnosti živim življenje, kar zame pomeni nekako v polnosti živeti življenje. Super. Tako ti je okolica nasprotovala, recimo, kako je dojemala okolica, ko si rekla, jaz želim svobodo, jaz želim po svojih merilih živeti, ne bom se vkalupila v tisti sistem,
ki nas učijo. Sicer tako nisem rekla, ker tu šele zdaj znam obrazložiti za leta nazaj, kaj me je gnalo. Takrat sem bila bolj upornik, no. Starša sta imela kar izzive. Nisem imela neke podpore doma, ampak čisto razumem. Starši želijo otroku, da je srečen, da je varen, da mu je udobno. Jaz pa pri 18 govorim, da bom šolo pustila. Ja, saj jaz svojemu otroku ne bi tega pustila, no. Ampak je bilo to tako močno, da sem kljub temu nekako po svoje šla. Sem pa iz ene vasice, se včasih hecam, da ima 20 hiš pa 25 štal, malo pretiravam, ni čisto tako. Ampak zdaj si predstavljamo, celo življenje odraščam na kmetiji, vse se govori v smeri, da je dolgo se uči, imej lepe ocene, dolgo študiraj, da boš imela varno službo v javni upravi, če se da, ne, tako za ziher. In potem punca pri 18 tam kupuje letalsko karto in seveda niso razumeli mojega načina življenja, kot jaz ne njihovega. Je pa ena zanimiva zgodba, ki mi veliko da misliti pri tem. Jaz sem potem eno obdobje bila prepričana, da zdaj sem pa jaz, bom rekla, nekaj več, ker zdaj pa potujem, pa ne vem, živim življenje, sem takrat govorila. Moji starši pa ne, ali pa moj brat. In sem tako njih v bistvu silila, dajte še vi letalske karte, pejte, bom jaz kupila karto, pejte v svet, dajte nekako izkusiti. Pa enkrat mami reče, Petra, zdaj se pa usedi, pa me malo poslušaj, ne. Prav, glej, ne razumemo tvojega načina življenja, res ga ne. Ampak te pa podpiramo, to spoštujemo in če kaj rabiš, smo tukaj zate. Te pa lepo prosim, da tudi ti spoštuješ naš način življenja. Mi smo pa radi doma, ne maramo se premikati, všeč nam je, da smo na enem mestu, nimajo vinjete, so tako stacionirani, ampak prosim te spoštuj, podpiraj in ne sodi tega, ne nas spreminjati. In mi je takrat res dala misel, da preveč mislimo, da to, kar mi delamo, da je najboljše. Že imam zelo podobno izkušnjo, ker tudi, ko sem malo okoli hodil, sem vedno so rekli, daj raje šparaj ali pa daj tako malo na stran, ne vsega zapraviti, ker jaz kolikor sem imel kakšen evro več, tako je letalska karta, pa sem šel nekam, kar tudi doma kmečko okolje jim ni bilo glih logično. Pa sem enkrat tudi v navalu jeze doma, ko sem se nekaj prepiral za brusil, kaj boste pa vi vedeli, jaz sem toliko sveta prepotoval, vi ste pa samo tlela v vasi. Sem se pol nad sabo dejansko zamislil, kaj jaz tle govorim, kaj jaz mislim, da več vem. Ok, sem sveta videl, ampak doživeti jo imamo pa vsi, in tudi pa je zanimivo, koliko so spremenili to razmišljanje, ko sem bil pred leti povabljen na eno poroko v Indijo, pa sem rekel, a bi šel, ne bi šel, pa ti tako s prve rekel, ja, hvala, da boš šel, sploh zakaj razmišljaš. Aha, bolj so spremenili, podpirajo. Ja, ampak jaz sem mislil, da ne podpirajo, ampak tako, kot si rekla, oni so želeli dobro, da pač se zavarujem, da mislim, da ne bi imel težav finančnih karkoli, ampak mi vedno ljudje smo v svojih glavah. Saj jih razumeš na koncu, ne. Saj vprašanje včasih postaviš, če bi imel svojega otroka, pa da bi tole rekel. Ne bi bilo tako enostavno, kar reči, sem pejt, kamorkoli, tam z nahrbtnikom po Venezueli, sredi ničesar. Ja, danes jih razumem. Kje si vse potovala? Kje je bilo prvo večje potovanje? Prvo je bila Mehika, vedno sem šla z nahrbtnikom, backpackersko, tako z malo denarja, seveda velika zunaj prespala, ampak izkusila pa ogromno, no. Med domačini bila, super je bilo. Mehika, Venezuela, Amerika večkrat seveda, severna, Dominikana, potem sem šla Azijo gledat, Šrilanka, kaj je bilo tam še, Nepal, Mjanmar, Kitajska, Maldivi, ti otočki vsi, Evropa itak, Oman, ni da ni, no, pa še veliko je. Si ti katera tako posebej vtisnila v spomin, kakšna izkušnja? Iz vsake države je kakšna zgodba, ki mi še danes bogati življenje. Recimo, če bi kakšno izpostavila, v Mehiki sva z enim učiteljem hodila par dni, smo se v parih dneh s tem domačinom že zelo zbližali. In jaz takrat razlagam, da je Slovenija v gospodarski krizi, to je bila takrat Slovenija, gospodarska kriza, koliko je hudo, koliko nimamo denarja, koliko mladi nimamo služb, kako je to, kam ta svet gre, ne, kam bo šla Slovenija. No, hkrati smo si pa na telefonu malo kazali, kako živimo, pač domače, hiše, pa tako naprej. In nam pokaže svojo družino, pa kužka pa vse, pa jaz začnem slike kazati. In tako reče, čakaj, a to je vaša hiša? Ma kaj, to je hiša mojih staršev? Je pa taka klasična hiša, 80, pa prezidano, ko je oče zidar, pač malo večja hiša, ne. Vpraša, koliko ljudi pa noter živi? Moja 2 starša, takrat sta bila še babica pa dedek spodaj, ne, 4. Aha, kaj pa drug del hiše? Ne, to celi hiši, no, so 4.
što ima gužva, ne. Prav, ja, pa imate vi zabavo, da imate zunaj 6 avtomobilov? Ja, ne, pač jaz rabim svojega, brat je na obisku, ati mami rabita svojega, pa babica, pa stric je slučajno prišel, nič posebnega, ne. In on tako gleda in mi reče: Petra, saj razumem, da imate vi krizo v državi, ampak a se zavedaš, na kakem nivoju visokem imate vi to krizo? Vsak gre vsaj enkrat v gostilno, vsaj enkrat na mesec v gostilno na kakšno kavico, prav pri nas to ni samoumevno. V taki hiši, pa je rekel, jaz nisem med reveži tukaj, ne, daleč od tega, sem učitelj, ampak v taki hiši pri nas živi 20 družin, takih dobro situiranih družin. Avto ima cela vas, ima en avto, pa se zmenimo, kdaj gremo. Do tega, da kupujemo nova oblačila, njim ni jasno, zakaj bi skozi novo oblačilo kupovali. Vsi imamo telefone, vsi imamo računalnike. Rekel, daj se zavedaj, da če imate krizo, je to na izjemno visokem nivoju življenja. In to je bil prvi klik, da sem jaz tako rekla, mogoče pa mi nismo tako revni, kakor sem celo življenje mislila, da smo revni, daleč od tega, ne. No in tako je na vsakem potovanju kakšna taka zgodba, ko mi še danes bogati življenje, da verjamem, upam, a si želim verjeti, da sem zato malo bolj ponižna pred svetom, pa da manj sodim ljudi. To je bistveno, kar so mi potovanja dala. To sojenje, pričakovanja je tisto, kar nas v bistvu najbolj teži, ker vedno pričakujemo, kako si rekla, od staršev, da bojo razumeli, da ti potuješ in da si bojo razsvetljeni od njih. Jaz sem čas rekla, da sem po celem svetu iskala levo, desno, gor, dol, sem iskala te guruje, pa meditacije sem šla, pa vse se učila, na koncu pa glavna modrost moja, naši kmečki pogovori, taka prizemljeno, ne. Moraš doma malo pogledati. Ja, te sodbe, ki si rekel, mislim, da sodbe so najhujša stvar, ki nam dela največ gorja, največ grozot, največ bolečin med odnosi, kar jih imamo. In če kaj res poudarjam, po dnu duše si želim je, če imela ono čudežno palčko, kaj lahko iz sveta spravim, bile te sodbe. Si mislim, ne soditi ljudi. Še tisti, ki so najbolj nesramni ali pa najbolj uspešni, ne sodi, ne govor grdo, ne klevetaj za hrbtom, ker ne veš, kaj je zgodba v ozadju, ki je verjetno ne vidimo. Pa kaj so zgodbe, ki so včasih skrite za neko masko nasmeha ali pa masko uspeha ali pa masko nesramnosti. Ne veš, kaj vse je doživel, da je danes tam, kjer je. Zato ne sodi, ne. To mi je taka. Želim si, da bi tega bilo manj, no. Kako pa to zmanjšati? Mislim, razen tega, da brez čarobne palčke. Ni čarobne palčke, daj no. Mislim, da sta, to pa govorim čist, kaj meni osebno pomagalo, ko vidim, da sigurno že, če beremo svoje dnevnike 20 let nazaj pa danes, kam je pomagalo, da zagotovo manj sodim, je eno so potovanja, ko res poznaš različne ljudi, različne karaktere, različne verstva, filozofije in res nehaš biti pameten, da je tvoje edino pravilno. Drugo so pa knjige. Jaz mislim, da z branjem zgodb, močnih zgodb, se ti postaviš v vlogo junaka tiste knjige in na nek način doživljaš podobno kot on. In če probaš za res razumeti, kako se on počuti, kaj doživlja, da je naredil to, kar je naredil, potem tudi najbolj kruto dejanje manj obsoješ, ampak probaš razumeti. Zato mislim, da potovanja pa knjige, da je saj zame tisto, kar zmanjšuje sodbe, ko pogledam druge ljudi. Še kakšno potovanje, ki ti je bilo blizu? Tudi jaz rad potujem in je bilo... Je vedno zanimivo, ne? Recimo, v Venezueli sem se zgubila na enem otoku, tako otok, 50 kilometrov, ne, ni bilo interneta nikjer, nič, nisem imela dokumentov, nisem imela denarja, nič nisem imela. In komaj pridem tam do trajekta in vsa obupana, tam kaj ne naredim. In pride do mene po parih urah en fant, mlad fant, ki je govoril angleško, kar je v Venezueli zelo redko. Za silo je govoril angleško in mi je ta fant pomagal vse. Kupil mi je takrat karto, kar sem kasneje izvedela, da je to pol njihove mesečne plače, tista karta za trajekt, ne. Bil je z mano kar nekaj ur do tistega večernega trajekta, bil z mano na trajektu, ko je videl, da sem čisto prestrašena, obupana. Pa to je bila Venezuela 1 leto preden je država, recimo temu, propadla, ne, ko je bila smrt predsednika. No, in je bil skozi mano in jaz ga na koncu vprašam: Gabriel, hvala vse, kar si mi pomagal, še danes rečem, moj angel Gabriel prišel. Kako ti lahko povrnem? Denarja ni hotel nazaj, nič. Je rekel: imam pa res eno prošnjo. Rekel: povej, karkoli ti naredim. Rekel: daj mi pošlji sliko snega. In me je spraševal, kako sneg, kako primeš sneg, kako to v rokah je ti sneg, ne moreš si predstavljati, kakšen je sneg. In še danes vsako zimo, ko zapade sneg, jaz pošljem sliko snega Gabrielu v Venezuelo.
Mi je pa to dalo misliti, kako imamo lepo deželo, da imamo 4-letne čase. To je blagoslov. To šele potem, ko potuješ, pa je 2 meseca eno in isto, sploh ne rabiš napoved vremena, ki je skozi isto. Potem veš, kako je res lepo tukaj pri nas, ko se to skozi nekaj spreminja. No. To je tudi ena taka, ki se veliko spomnim, pa ko imava še danes stike. Wow. Sneg. Ja, Sliko sneg, snega, taka. to je... Kakšne male nekak želje imajo, pričakovanja. Ne? Ali pa recimo res močno je name vplivala Burma, Mjanmar. Tja sem šla pa prav z namenom enomesečnega meditiranja, oziroma 10 mesecev meditiranja, vipassana meditacije. To je, čez cel dan meditiraš, zjutraj ob 4 vstaneš, zvečer ob 11 greš spat, vmes 2-krat ješ, se 2-krat stošeraš, drugače pa meditiraš 1 uro stoje, 1 uro sede. In to je 10 dni. Potem sem ostala pa še malo v državi, pa malo spoznavala okolje. In ta meditacija mi je bila tudi tako pomemben element v mojem življenju. Pa ne sem meditacija, ampak potem sem šla med ljudi, s tistim nahrbtnikom, pridem v eno vasico, ko so prvič videli kavbojke. In me tipajo, kako izgledajo kavbojke. Ali pa me tipajo, kaj so tele, ko sem se naličila, ne, ker tega ne poznajo. Oni imajo tisto ličilo, kot takole rumeno pride, tak krogec si naredijo. No, jaz sem bila čist sem bila atrakcija tam, med tam punčke gledajo. Potem pa me pa seveda povabijo, vse so mi dali. Prenočišče, hrano, vsak dan so mi skuhali, kar želiš, dobrodošla pri nas, to neverjetno dobri ljudje. Pa je z enega občutka, da pa to moraš povrniti, vprašam, kaj lahko pa jaz naredim za vas. Pa so se kratko malo zmuznili nič. Pa spet vztrajam, kaj lahko naredim. Pa sem rekla, dajte bom pomagala, bom nekaj, ne moram kar tam biti, ko ena princeska, ne. Dajte bom nekaj pomagala. Pa mi pa le pride ena gospa starejša do mene, pa mi poskuša na prijazen način razložiti, da sem malo neuporabna. Pa jaz tako malo žaljena, ne. Pa saj sem s kmetov, vse kaj pa to znam, ne vem, sem imela občutek, da vem, na kmetiji se pa ja naučiš nekih takih veščin, osnovnih, ne. Da znam kaj narediti. No, mi pa le reče, dobro, znaš košare delati? Oni sami košare naredijo. To pa ne. Znaš kreme delati? Sami delajo kreme. Ja, to pa ne. Znaš mazila delati? To pa ne. Ja, znaš obleke delati? Prav iz lana, ne, iz nule se naredijo obleke. Ja, to pa ne. In pa sem mogla priznati, da če smo realni, ne, če nam ugasnejo internet, elektriko, samo elektriko, da nam vzamejo. Pa vse te dobrine, ko so v trgovini. Pa mi na njih gledamo, kako so oni primitiven narod, pa kako smo mi razvit narod. No, pa se zamislimo, če se res nekaj zgodi, kdo bo lažje preživel. In sem kar hitro nazaj tej naši vasici šla do mami pa rekla, mami, da mi še enkrat pokaži, da je tole, da jaz malo ohranim, kako to nek njive, pa les, pa te osnovne stvari, da znam kaj narediti. No. Ta je bila tudi, ne vem, potovanje, ki se me je zelo dotaknilo. Ta stara znanja so veliko bolj uporabna, kot pa vse to, kar znaš natipkati. Pa se jaz upam, da nikoli ne bomo bili primorani, da moramo imeti ta znanja za preživetje, ker to bi pomenilo, da je kar neka huda vojna ali nekaj, ne. Ampak če pa slučajno do česa pride, da se nič ne stane, če znamo prijeti lopato pa matiko pa kaj narediti zelo praktičnega, no. Ena zgodba se me je enkrat dotaknila, takrat, ko si predavala, Rotarju si razlagala, ko je tam v Burmi, ne, če je nekomu padel denar na tla, da so ga pustili, dokler ga ni našel. To je bilo meni tako fascinantno, da Točno. in je vplivalo v bistvu, da sem bil na Nizozemskem, sem tako s sopljevalcem so šla tam proti avtu, pa on tako reče, 10 evrov na tleh. Pa sem rekel, ne bom jih vzel. Pa je rekel, zakaj ne? Sem rekel, ker niso moji. Jih nisem hotel vzeti. Pa jih je on ali pobral, ampak dejansko, ko vidim denar na tleh, si reče, ne bom, ni moj. Tudi fascinirano. Jaz sem rekel, pa to lažejo. To lažejo. To je bil meditacijski center, ogromno, to je bil pa tak malo že komercialen meditacijski center. Je bilo ogromno ljudi tam. In so hodili dnevno po tisti poti. Pa sem videla denar na tleh, pa, ko se je rekel, ne, sem pobrala, pa dala tam nuni, lejte, sem najdla na tleh. Mi smo to govorili, to je znak sreče, ne, denar pade z neba. Pust na tleh, tlak je bil. Čisto točno tako ga pust, zakaj to, ne? Ja, in ona rekla, da če to ni tvoje, ne pobereš, nekdo kaj izgubil, če bo to ugotovil, bo prišel nazaj in bo po isti poti iskal. Pa mi pa še tako rekla, vidim, da skozi nekaj zapisuješ, ko sem pisala beležko, si zgodbice. Prav, kaj če bi ti to izgubila, kam bi šla iskat? Nazaj po isti poti in ti ne bi bilo všeč, da ti je to nekdo vzel. Zato pusti namer. Sem rekla, to laže, to jutri bom šla pogledat, to takoj bo denar šel. 3 dni kasneje denar je bil tam. Niso ga pobrali, pa to je množica gor pa dol hodila. Wow. Tako da tam je bilo tudi zanimivo, no. Ti da malo misliti. Ja.
wow. No, jaz ne morem pozabiti te zgodbe, pa vedno mi je tako odzvanjala. Dobri so, luštni so v Burmi, prijetni ljudje, zelo. Danes sodeluješ tudi na zanimivem projektu Vrednote Slovenije, če Mhm. sem prav videl. Veliko se govori o vrednotah, a ne, kam gre naša država, svet in tako naprej. Ideja za ta projekt, želja, kaj z njim narediti, katere vrednote so tiste, ki mogoče vse Slovence, Slovenke in Slovence povezujejo in bi lahko z njimi rastli kot skupnost, ne vsak posameznik. Drži, to mi je pa tak ljub projekt. Začelo se je s tem, ko sva z Matjažem Čadežem, on je ustanovitelj Halcoma pa Embilsa, svoj čas je bilo to eno najuspešnejših slovenskih podjetij, ki mi je ljubo podjetje in Matjaž sploh, zato ker je več kot je imel, več je dajal ljudem, zaposlenim, zelo veliko dal na te odnose, na vrednote in tako naprej. Tak res vzor podjetništva, tako kot bi moglo biti. No in s Matjažem sva pisala knjigo, jaz zapisujem veliko teh zgodb, sploh podjetnikov, njihove poslovne zgodbe, da se nekako hrani v knjigi. In tako sva z Matjažem leto, dve to urejala, zapisovala in sem videla, da ogromno da na te vrednote, odnose in tako naprej. In potem je manjkal sem še zaključek knjige. Saj, ti veš, si tudi napisal knjiga mora biti neka celota, ne? In če ni dober zaključek, nekaj manjka. In sva dolgo gledala, kaj bi bil zaključek, kako ćemo midva zdaj to zaključiti. Sem rekla, nič, Matjaž, če je podnaslov knjige Pogled v prihodnost, to je bil tudi slogan Halcoma, daj pa ti napiši, kaj je pa tvoj pogled v prihodnost. Zelo ima rad Slovenijo, zelo ima rad to okolje, ljudi, daj pogled v prihodnost. In ta njegov pogled je bil črnogled. Tako Matjaž ne morem tako zaključiti knjigo, da je tako negativno. Ampak jaz vidim negativno, ne morem se pretvarjati, da ni. Rekel, v redu, kaj bi se pa moglo spremeniti, da se ta pogled spremeni? Rekel, ena ključna stvar in tu so temeljne vrednote. In potem smo veliko se pogovarjali v krogu prijateljev o kako pomembno je za vsako skupnost, če želi biti uspešna pa trdna, mora imeti neke temeljne vrednote, ki se prenašajo iz roda v rod. In kakor se vrednote skrušijo, je več kot stotine dokazov ali podjetij ali pa držav ali pa skupnosti, ki propadajo prav na teh temeljnih vrednot. Sem rekla, potem pa pogled, kaj so slovenske temeljne vrednote. In če kaj ne veš, vprašaš Google, ne? Google ne ve nič o tem. Je pa zanimivo, da zelo jasno takoj odgovori, kaj so temeljne vrednote. Švice, Danska, Norveška, mislim, da ima. Prav določene države imajo pa zelo jasnih, 3, 4, 5 temeljnih vrednot in za tem stojijo in vse se okoli tega vrti. Pa smo še naivno rekli, da pa mi zapisati slovenske vrednote. In mora začeti, ne? Vsaka velika stvar, en začne nekje. No in potem smo to 2 leti mi se trudili, to je bil Matjaž Čadež, potem še Jure Knez, ki ima Devesoft, pa jaz. In smo ugotovili, da to niti ni tako enostavno, ne. Zapisati samo par vrednot, da lahko na prstene roke jih našteješ, da se enostavno zapomniš, hkrati pa, da so totalno neizključujoče. Se pravi, to je nek, kot bi rekel, temelj skupnosti, v tem primeru države, da se lahko vsi s tem poistovetimo, pa rečemo, v tem smo si enotni. Potem pa imaš ti misli, ki so bolj levo usmerjene, desno usmerjene, imaš ženske, moški, mladi, stari, kakorkoli, ampak nek temelj je pa enoten in to je tisto, kar je kot lepilo, ko te povezuje. In ona dva sta iz svojih praks odpovela, da to je ključno v vsakem podjetju in kakor razširiš v vsaki regiji, pa tudi v državi. Potem smo pa skupino, tukaj moram pohvaliti zelo predsednico države, Nataša Pirc Musar, nam je zelo pomagala, da smo tudi zbrali skupino strokovnjakov različnih področij, ampak tudi zelo različnih, od antropologa, en iz nevladne organizacije, zdravnica, športnica, inženirka, podjetnik, zelo različno, pisateljica, umetnik in tako naprej. In da smo skupaj nekako nastavili teh 5 temeljnih vrednot Slovenije. In to so zaupanje in spoštovanje kot ena, poštenost, medsebojna pomoč, pripadnost in pa zmernost. In to je, bistveno pa je, da to je ne politično, ne ideološko, ampak je res nekaj, s čemer se lahko vsakdo poistoveti. In smo rekli, poskusimo, ne vemo, če bomo kaj dobrega s tem naredili, sigurno ne moramo nič slabega s tem narediti, da zaženemo kot projekt 5 temeljnih vrednot Slovenije, ki bi šlo vse pore naše države, da ljudje tako v dno duše, v telo in kri dobimo, da to so naše vrednote in vredno je po njih delovati in tudi po njih tudi pisati in zakone, kasneje govorim, ne, zakone in izobraževanje in tako naprej. In zdaj smo šli to v 2 fazah, kako to v Slovenijo različne sfere spraviti. Eno je čisto med ljudi,
imamo skoraj 500 zgodbic, že ko ljudje sami iz vse posod z cele Slovenije napišejo zgodbo. Ja, naša sosedova Micka je pa tole naredila, evo, ona dokazuje, da živi po teh vrednotah. In te zgodbice objavljamo pa delimo. Drugo je, da smo šli v šole, imamo 10 šol, kjer se izvajajo pilotni projekti v osnovnih šolah, pa en vrtec, kjer prav otroci delajo na teh vrednotah, pa svoje izdelke razvijajo v tej smeri, da spoznavajo, kaj vrednote so, pa zakaj je vredno po njih živeti. Konec leta bomo naredili tak večji dogodek. Pa smo pa šli do gasilcev, Morsa in različnih inštitucij, kjer se vse to širi, pa probamo vse posod narediti. Poudarjam pa, da verjamemo, da temelj zdrave, uspešne družbe so res te pozitivne temeljne vrednote, ki ne razdvajajo, ampak povezujejo. Danes je kar grozno, koliko imamo tega razdvajanja, krega, gor dol, pa to še nikoli ni ustvarilo prijetnega, zdravega, uspešnega okolja. Cilj tega pa ni, da so vsi uspešni. To ni cilj neke uspešne države kot take. Ampak cilj je, da ustvarimo okolje, kjer je čisto vsem prijetno živeti in imajo možnost ustvarjati. Tisti, ki so bolj ambiciozni, pa tudi tisti, ki so manj ambiciozni. Ampak pomembno je, da imajo vsi možnost v tem okolju imeti priložnost nekega zdravega, prijetnega življenja. In to je nekak cilj. Zdaj nam bo uspelo, ne vem, ampak nič slabega pa ne moramo s tem narediti, če poudarjamo te temeljne vrednote in otroke učimo, zakaj je pomembno potem živeti. Ja, sigurno. Meni je bilo zanimivo večkrat, ko sem bil na raznih dogodkih, kjer so podjetniki, pa to niso majhni podjetniki, ampak so res te uspešni, kjer vsi poudarjajo to dajanje naprej. In ga ni uspešnega podjetnika, ki bi rekel, to moram pa zase zadržati. In nisem še doživel, da bi, ko sem se na koga obrnil za nasvet ali pa pomoč, da bi me zavrnil. In tudi, če mi ni mogel pomagati, rekel, na tega se obrne, ne. Tako se mi zdi, da ta skupnost ali pa te vrednote, ki jih mogoče podjetniki živijo, zakaj to govorim, ker dostikrat se v podjetništvu govori na zelo negativen način, ne. Da je pač služi na plečih delavcev in tako naprej. Se tudi seveda to dogaja, ampak izpostavljati te zgodbe, ki so res pozitivne, ki res ustvarjajo tisti presežek, zaradi katerega lahko cela država, cela okolje, skupnost napreduje. Kaj se mi zdi ključno? Tako, kot si rekel, dejstvo je, da so tudi zelo grde zgodbe, negativne, tudi med podjetniki. Od nekje je tudi moglo priti te zgodbe, pa ni pa teh več kakor dobrih. Jaz verjamem, da ti si lahko s slabimi vrednotami, slabim pristopom, z lažmi, izkoriščanjem in tako naprej, na kratek rok celo uspešnejši finančno gledano. Verjamem, da je to možno. Ne verjamem, da pa na dolgi rok, kot si rekel, ti res uspešni podjetniki na dolgi rok, pa če si ti tak, ne moreš uspeti, no. Moraš imeti v sebi tisto dobro, ker rabiš ljudi, da boš naredil veliko zgodbo, da ljudje pa delajo zate, se morajo pa dobro počutiti, to da eno z drugim gre. Tako da na dolgi rok uspešen podjetnik mora zasledovati in zasledujejo zelo lepe vrednote in veliko dajo skupnosti, veliko ljudem. Kar je pa boleče, pa to, kar si omenil, da je še vedno v javnosti zelo negativen prizvok do tistih, ki imajo denar, ki so uspešni, podjetnikov sploh, kar zavira razvoj celotnega naroda, no. To res ni v redu. Še bolj boleče pa je, če si del tega okolja podjetniškega, ko poznam ogromno tako dobrih ljudi med podjetniki. Ma to več, ki imajo, več dajo skupnosti, več dajo ljudem, skrbijo za ljudi, mar jim je. Zato so tako dobri ljudje, pa v javnosti bi pa nekdo rekel, on je podjetnik, ne, mislim, krivično je, ni prav. In zato se mi zdi pomembno, da je pa sploh mladim treba pokazati dobre vzore. Ker mi smo pa že primere v enem okolju, kjer tudi sodelujem, v enem podjetniškem okolju, Katapultu, ko mladi pridejo do nas, pa pol, ko se že upajo malo bolj odpreti, pa vpraša, ker res, da moram jaz malo krast pa unga uničiti, da bom jaz več imel. Se mogoče bolj v vinki vpraša, ampak resnično se začnejo spraševati, če hočem biti res uspešen, a moram res biti pa raba, ne? Ne, mislim, ne, ampak da pa ve, da ne, pa rab imeti pozitivne zgodbe, vzora. In mislim, da je tukaj pa ta moja, ta srž, to navdušenje nad mojim delom, ko prav iščem pozitivne zgodbe podjetnikov, one res dobre, tako kot ima Matjaž Čadež Halkom, ali pa Jurek Nes, Devesoft, ali pa Mark Pleško je tudi izjemen, ima polno je teh res dobrih, da rečeš, poglejte, to so vzori, katerim je vredno slediti. Ko niso samo finančno uspešni,
so, ampak niso zgolj samo finančno uspešni, ampak hkrati v enaki meri tudi skrbijo za zaposlene, za skupnost, za okolje in to tudi delijo naprej. In to je pa tisto podjetništvo, kjer veš, da imaš izjemen pozitiven, močen vpliv, ki ga je vredno tudi izkoristiti, ko imaš to moč enkrat kot uspešen v svojem okolju. No. In zato zapisujem te zgodbe v knjige. To je zelo lepo poslanstvo. In tudi vidim večkrat pri vseh teh ljudeh, ki si jih omenjali ali pa s podobnem rangu, njim niti ni cilj denar, ampak razvoj, rast in take stvari. Kako Matjaž Čadež ima eno lepo misel v knjigi. Noben pravi podjetnik, da dela za denar, dela za idejo, dela za uresničitev tistega, ko vidi, da je možno nekaj ustvariti. In ne more, da ne bi, ko ne more spati, ko razmišlja, kaj se da v svetu izboljšati, narediti, ustvariti. Posledica je pa ta uspeh in v tem času, ko je oblikovanje, pač temu sledi tudi denar, seveda. A rabiš pa denar? Mi rečemo, da je denar kot vdih pa izdih v vsakem podjetju. Ti moraš dihati, da živiš, ne. Ampak to je tako, pride, gre, nujno ga pa rabiš za ta med vmesnim časom vdiha in izdiha za delovanje svojega podjetja, za delovanje, za razvoj, za vse, kar je. Brez denarja pač ne moreš, nujno ga rabiš. Ni pa to bistvo, kot da bi rekel, da je bistvo življenja dihanje. Ja ne, pomaga ti, da je bistvo življenja nekje druge. Ne. Tako je energija. Vse eni tudi pravijo, da denar je pač energija. Tudi za vse te, ki so ali pa smo freelanceri, da ravno te debate o tem, kako te nekdo ceni pa spoštuje, potem vrednoti tvoje delo in pa reče, ok, priješ za pol cene, priješ za 1/3 cene in tako se počutiš na koncu necenjenega ali pa nespoštovanega, ampak denar niti ni merilo spoštovanja, ali je? Odvisno za koga, odvisno kje. Jaz bi rekla, da denar ni merilo spoštovanja, ampak si pa iztočnico dobro rekel, da kljub vsemu pa kakorkoli obrneš številke, nekaj moramo imeti merljivega, da rečeš, kje si, kam greš, si uspešen, nisi, in v podjetništvu to na koncu so številke. Ko pogledaš bilance, ti nekaj pokaže, ne. Ne moramo kar reči, da to je brez veze, to kar bo, kar tako pride pa gre. Kako reče Franz Jager, sem tudi pisala knjigo, prav, Petra, matematika moraš štimati. In ko ga sprašujem, kaj je glavni nasvet za podjetništvo, oziroma bom malo razširila misel, on je ravno tako začel na eni kmetiji, on je bil, takrat so rekli, tepček v družini, ko sploh so rekli, ne rabiš v šolo hoditi, si itak na kmetih, pa škilo je, pa tak drobček ne bil s tebe, itak nič ne bo, ne. No, in je gospod naredil podjetje, trgovina Jager, 800 zaposlenih, mislim, res izjemna poslovna zgodba. In jaz mu rečem, Franc, dajte vi zdaj vse me naučite o podjetništvu, vse, kar rabim vedeti, da jaz naredim tako firmo kot vi, ne. Pa je kar nekaj časa razmišljal, tako pogleda, pa reče, gospa Petra, takole gre. Pazi zdaj to, glavni nasvet podjetništva. Prihodki morajo biti večji kot odhodki. Jaz ga gledam in tam je nehal. Pa sem rekel, to je ja logično. Je rekel, ja pa se ljudje tega ne držijo. Ratajo pohlepni, začnejo se krediti, začnejo razsipavati. Prav ti, če se držiš tega, da so prihodki večji kot odhodki, nekaj bo ratalo. Tako preprosta kmečka logika, evo. Tako da matematika je pomembna, denar je pomemben, ne moramo reči, da ni. Ne sme pa biti glavni cilj. Ga pa ne poznam uspešnega podjetnika, ki je naredil nekaj tudi za širšo skupnost, da bi gledal samo, da bo zaslužil. To pa res. Psihologija denarja. Psihologija denarja. Meni je bilo zanimivo opazovati kar nekaj startup podjetij. Tudi jaz sem bil v tem, in ko so velike investicije prišle, kolikrat ni ratalo, ne. In veliko podjetij, ki smo skupaj rastli, veliko, 3, mislim, da ko so rastli organsko, se pravi s svojimi lastnimi presežki, se pravi, tisto so bili prihodki večji od odhodkov, mislim, so edini 3 zdaj prišli na mednarodno raven. Se pravi, da so presegali ta nivo, v katerem smo itak vsi sanjali, ne. Čakaj, oni, ki so dobili pa samo investicijo, pa ne? Je pa zelo malo, neka podjetja sicer živijo, ampak ni pa tiste rasti bilo pričakovane, ne. In meni je bilo vedno to vprašanje zelo zanimivo, ker ta prehod, ko ti uspeš, se zgodi tudi psihološki preboj, se pravi, ali se poveča pozornost, število ljudi okoli tebe, odgovornosti, vse. In tudi, ko ti dobiš veliko količino denarja, s katero moraš upravljati. Če ti nisi sposoben razumeti razlike med 5.000 evri pa milijonom, ne moreš z milijonom upravljati, ker ne boš znal. Veš, kako jaz na to tudi gledam? To mi je prav zanimivo, veš, bi me zanimala ta statistika, ker nekako po neki taki osebni logiki bi rekla, da
če ti kar dobiš milijon na račun in zdaj delaj podjetje, ti nisi razvil veščin, ki jih razviješ, če ti z nulo začneš, imaš nič evrov, zdaj pa naredi podjetje. Veš, kako si takrat kreativen? Veš, kako se to znajdeš? Veš, kako se obrneš se posod? In v bistvu to, da nimaš, ti spodbuja nujno ustvarjalnost, ideje, vse, kar rabiš, da boš in ceniš vsak evro, ko pride nazaj. In znaš zelo dobro upravljati z vsakim evrom, 10 evri, kam zdaj vložiti, da bo prišlo 11 evrov nazaj. Ampak teh veščin niti razvijaš, ne, če ti je kar na račun dan milijon. Sicer pol, ko pa imaš ti že te veščine razvite, do enega nivoja že prideš, potem pa verjamem, da te finančne investicije lahko samo pospešijo to rast, ki bi mogoče sam rabo 10 let, z nekim investicijami lahko pa to pohitriš na 2 leti. To verjamem, da je, ne. Ampak jaz niti osebno nimam take zgodbe, s karkoli sem probavala, ker podjetje sem začenjala, je bilo vedno, imamo nič, zdaj pa nekaj naredimo, ne. Pa smo imeli recimo 500 podjetnic, podjetje 500 podjetnic, kjer smo delali največji dogodek za žensko podjetništvo v Sloveniji. In sem že takrat imela ene partnerke zraven, 3 punce smo to delali, ko so rekla, v redu, kakšen je budžet, s katerega budžeta bomo štartali. Naj vsaka vzame kredit, vsaka da 10.000 evrov, potem bomo nekaj narediti. Takrat pa stisnjeno, kje naj jaz dobim kredit, jaz sem SP, stara, ne vem, 22 let, 21 let. Pa nisem upala reči, da tega nimam, jaz sem obrnjena. Rekla, punce, probajmo biti malo drugače kreativne, ne. Kaj pa, če štartamo iz te miselnosti? Imamo nič evrov, zdaj moramo pa narediti največji dogodek za žensko podjetništvo. A se to da? Da se. Kako? In čist druge perspektive razmišljaš. En primer. Rabimo, ne vem, 20 hostes, da nam pomaga. Imaš eno možnost, kjer imaš dejanski budžet, najdeš vse ponudnike v Sloveniji, se zmeniš za najboljšo ceno, še malo, mogoče malo sponzoriral in dobiš, takrat smo imeli neko ponudbo za 1500 evrov, nekaj takega za te hostese. Ok, je pa druga možnost, ampak samo vprašanje je drugačno. Kako dobim 20 punc, ko bodo z veseljem delale pri nas, pomagale, srečne bodo, hvaležne nam bodo, pa tudi mi dobimo super pomoč. A je to možno? Samo vprašanje drugače zastaviš. Veš, da je možno. Na Facebook smo objavili, da katera od punc bi pa rada prišla na dogodek, pa mogoče tudi nima kotizacije, tistih 70 evrov, ne, pa bi nam malo pomagala, mi se pa tudi potrudimo, da dobijo in darilca in vse, kar pride zraven, ne. Čez 100 punce nam je prijavilo. In tu so bilo hvaležne, vesele, to so bile najboljše promotorke. Se pravi, z nič evra se da, pa smo oboji zadovoljni. Ne govorim, da je se posod to možno, no, to sem tak primer. Sem tudi, da ne bi to izven konteksta vzel, sem tudi proti temu, da bi nekdo izkoriščal mlade pa študente za nič evrov, ne govorim o tem. Govorim pa o tem, da se da marsikaj v poslovnem svetu najdeti neke načine sodelovanja, kjer imata oba od tega ogromen doprinos, hkrati pa ni treba kar od nekje s tretje strani dobiti visokih finančnih investicij. Ja, protivrednost se vedno, oziroma ta nagrada nazaj se lahko meri v drugih stvarih, a ne. Kako že rečejo, ne uči otrok, kaj je denar, uči jih, kaj je vrednost. Tako bodo v življenju poznali vrednost stvari, ne zgolj cene. In ta vrednost pa mora biti uravnotežena, ja. To je en zanimiv slovenski coach mi je razlagal, da je nek mednarodni, pa se zdaj ne spomnim imena, tako ful priznan coach oziroma speaker, motivational speaker, ko je bil na njegovem seminarju večdnevnem, da vedno je vse o denarju govoril, samo denar, denar, denar. Stalno je pa govoril, da denar ni pomemben. So ga na koncu roko dvignil pa vprašal, zakaj skozi govorite o denarju, če govorite, da ni pomemben. Pa je rekel na nek način, a znaš uspeh kako drugače zmerati. Aha, in kaj bi ti na to rekel? Kako uspeh zmeriš? Ko si prej rekel, da ko priješ do točke preloma uspeha. V športu se mi zdi, da je to enostavno merljivo. Ni enostavno, ampak za enega je uspeh, da pride na olimpijske, za drugo je uspeh, da je prvi na olimpijskih. Ne? V podjetništvu je tudi, so neki mejniki. Ampak zares težko vprašanje pa je, ko nekdo sam sebe vpraša, kje je zdaj pa ta mejnik osebni, da rečeš, da je uspeh. Ne? Ja, če mene vprašaš, je pač osebni cilj, ki si ga zastaviš, oziroma smo imeli različne, jaz ko predavam recimo mladim, pa jim dostikrat dam primer, sem pač uspel v plavanju, v športu, v katerem sem lahko uspel. Pa če bi si jaz za cilj zadal, da bom prehitel Petra Prevca, da bom dal letel kot on, jaz bi bil cel življenje totalen fail, a ne. Ampak bi sveto verjel, da sem to sposoben, bi se s tem zaganjal, pa ne bi nikoli uspel, a ne. Isto kot tisto, ali je, če ribo učiš leteti ali karkoli, bo vedno neuspešna, a ne. In tudi pač tako, da ljudje najdejo svoj način, kjer so lahko uspešni. To mi tudi en zelo dober prijatelj dal eno dobro
lekcijo, ker res sem veliko časa posvečal karieri, vsemu, ogromno energije, sem ogromno rojstnih dni zamudil, tako prijateljev bil na poti ali delo ali karkoli. In on je pa bila sošolca v osnovni šoli in bil je veliko bolj priden in boljše ocene, tudi inteligenten zelo, bi lahko veliko boljšo kariero imel, pa se je odločil, da bo družinski človek. So se enkrat pogovarjali, pa je rekel, saj so mi ponujali, da mi dajo boljše delovno mesto, boljšo plačo. Je rekel, vse te ure, ki bi jih jaz tam dobil, mu dal, bi jih izgubil pri družini. Je samo osebna stvar, kaj se odločiš. Kaj si pripravljen ne žrtvovati, ampak se odpovedati nečemu, da nekaj drugega imaš. Tako. Drži. Je pa umetnost, da sam sebe toliko dobro poznaš, da veš, kam iti, ker velikokrat sami sebe ne poznamo. In to pa je po mojem vseživljenjski nek proces. Meni je zelo blizu ikigai. Poznaš ta koncept ikigaja? Mislim, da je japonski. Najljubših filozofij oziroma lahko pa malo več poveš, verjetno malo več prebrala ali pa preštudirala o tem. Ne, se ni, tako se čisto poenostavljeno, zdaj bom povedala. V ikigaju, to je filozofija, ki jo imajo Japonci, kako najdeš, mi temu rečemo poslanstvo življenjsko, to je mačkeno izrabljena beseda, ampak kaj je res v življenju, da počneš. In pravijo, da se mora poklopiti 4 zadeve. Kaj rad delaš, v čem si dober, kaj svet potrebuje, pa so za to pripravljeni plačati. In zdaj upam, da sem prav povedala tako, mogoče malo s svojim besedam. In če to 4 skupaj daš, potem boš najdel to res lastno zadoščenje. Ker recimo sploh veliko srečam to take, ko rečejo, blazno rada delam, ne vem, kaj bi rekla, blazno rada tele rože, neki kranclam, ne. Okej, zelo rada to delaš, ampak a si v tem dobra? Mogoče pa nisi v tem dobra. Veš, to bolj za hobi, to nisi dobro, pol ne bo šlo skupaj, ne. Zdaj, če si v tem dobra, pa zelo rada to delaš, a svet to res rabi? Ja, bo ful lepše vse. Okej, a pa to kupijo? Ja, to pa noben noče, ja. Vedno en zmanjka, ne. Ali pa recimo jaz blazno rada lahko pojem, ampak če v tem nisem dobra, bom težko to res nekaj dosegla tazga, da čutim zadoščenje. Ali pa na eni strani lahko zelo dobro delam neke, ne vem, nekaj kvačkam, pa če to svet res ne rabi več, ne vem, tudi ne bo, ne. Ko pa to 4 najdeš in se to velikokrat vprašam, sploh ob novem letu, kaj rada delam? Jaz obožujem knjige. Pa če mi vsi rečejo, da trg propada, da to ni več v tiskanih knjigah prihodnost, jaz jih imam toliko rada, jaz obožujem te knjige, kakorkoli obrnem. A to dobro delam? To je težko oceniti sam sebe, ampak bi rekla po kakšnih zunanjih pokazateljih, tukaj pridemo do številk, koliko je knjig prodanih, koliko dobimo kakšna priznanja za najboljšo poslovno knjigo pa take stvari. Očitno recimo, da to dobro delam, pa tudi enostavno mi je pisati knjige. To gre skupaj. A svet to rabi? Iskreno verjamem, da rabimo knjige. Noter so znanja, zaradi branja manj sodimo, verjamem, da bolj razumemo svet, človek ratuje tudi bolj tako razgledan konec koncev tisti, ki bere, pa mislim, da tudi v knjigah zabeležiš neko dediščino, neke svoje korenine, nekaj, kar je pomembno, da se čutiš, da nekam pripadaš in da si tako samozavesten in notranje postavljen. To je. Ali ljudje to kupijo? Pa dokler kupujejo, tudi če ne veliko, ampak nekaj pa kupijo. In jaz verjamem, da ko to skupaj dam, da recimo želim verjeti, da sem našla svoj ikigai, če tudi se vsako leto malo izprašam sama sebe, a je to še vedno to. Ena zanimivost, modre cone, poznaš izraz? So najdlje živeči ljudje. 4 so nekje na svetu, najdlje živeči in da oni živijo po tem ikigaju. Plus, če še sovpada z temi vrednotami, Slovenije, tam je osnovna vrednota zmernost. Se pravi, tudi ena zanimivost, znanec, ki je rekel, da je prebral vse možne knjige o hujšanju, da je našel rdečo nit vseh. In to je zmernost? Manžri, tako po domače povedano, ampak zmernost. In tudi v teh conah, ne vem koliko, oni imajo vedno do 80% naješ. Preden se čisto sit, nehaš jesti. Plus
ena stvar, ki mogoče bi bila Slovencem všeč, vsak dan kozarec vina. Glih hotela sem reči, da meni je bila ta najbolj zanimiva. Jaz tudi nisem mogel verjeti. Se mi je zanimivo razlagati od tega, ne. Jaz sem to najprej zapičila v to. To je to, najdlje živeči ljudje na svetu svetujejo kozarec vina na dan, ne. To bi Dolenjci bili veseli. Ampak je razlaga dalje, da je ključen v bistvu obred. Za nekateri namesto vina imajo pa čaj. Ampak to druženje, ta socialnost, ta pogovori z ljudmi. To je ena stvar, pomoč oziroma sodelovanje, a ne, ker vse civilizacije ali pa plemenske skupnosti so imele starešine. Mi pa danes dostikrat starejše damo na nek stran, a ne, pa mladi mislimo ali pa mislimo verjetno, a ne, da več vemo kot vsi. V resnici pa nekdo, ki je dal 80 let življenja čez, veliko več ve v življenju kot mi, a ne, in to sodelovanje, to skupno bivanje, kot si rekla, ta proces, obred, da se učiš od nekoga, če ne ob kozarcu vina ali pa čaja ali pa kosilu. Podprem. Mi smo imeli letos eno lepo zgodbo, ena punca prišla k nam na, kaj imajo to prakso, obvezno prakso, ampak je z neke ekonomske šole, 14 dni je bila na praksi in nima vesela glih res v knjigah, v nekem založništvu se razvija. Sem rekla, kaj če 14 dni ne bom je dala pakirati pa pometati, pa kaj ne 14 dneh, ne. In smo se dobro spomnili, punca pa zelo rada dela v domu starejših občanov. Sem rekla, to je pa čudovito, da pri teh letih mlada punca uživa, da je tam s starejšimi. Dajmo nekaj tam narediti. In v 14 dneh naredila pogovore s parimi temi starostniki noter, en je bil star 93 let, in jih je spraševala, naj malo povejo kakšne zanimive zgodbe iz njihovega otroštva. Veš, kako z veseljem so oni to njej razlagali. Ona je pa to snemala, pretipkala, zapisala in je iz tega v 14 dneh je naredila tako knjižico, zbirko teh zgodbic. Natisnili smo tistih 20 izvodov, ne, in je šla tja in je podelila tem ljudem v domu starejših, pa mi smo spomin obdržali. Ko bi to videl, to veselje, to hvaležnost, kar jok jim je šel, zdaj imajo knjigo, ker je njihova zgodba noter. Mislim, srečni smo bili in mi, ko smo to videli, in punca, ko je z njimi sodelovala in videla, ko je to lepo, starejšim je pa to pomenilo cel svet. Pa je tako malo treba, to je bilo 14 dni, punca je uživala, stroško smo imeli minimalnega, tisk, pa malo oblikovanja in je to, ne. Koliko malo je treba, da res osrečeš, v tem primeru mogoče 10 ljudi. Saj ne rabiš celega sveta usrečevati. Če vsak dan eno malenkost, saj smo prav tako na zapisano si v takem dnevniku zraven na nočni omarci, vsak dan eno dejanje. Vsak dan eno malo dejanje, samo da imaš fokus na tem, da kaj bi pa danes za nekoga nekaj lepega naredila, za nekoga drugega nekaj lepega naredila. Lahko sem tam na parkirišču en listek nekomu pomagaš vzeti, pa je to, no. Se zmeraj, če se mi nekam mudi, da ful zamujam, sem živčen, ne, ker pač moram biti točen. To je pač moj OCD in sem zamujam v živčen, rdeča luč, vse. Ampak pol pa vedno nekoga spustim naprej, tam, ki čaka v koloni, da bi ga spustim naprej. Meni to kar stres mi gre ven, jaz rečem, zdaj v redu. Ja, saj so dokazali, da enako količino hormonov se ti sproži, ko prejmeš pomoč ali pa ko jo daš. Se pravi, tudi če si ti najbolj egoistično bitje tega sveta, daj drugim pomagaj pa delaj, ker ti zate dobro, dejansko fizično v telesu je zate dobro, da pomagaš drugim in kaj lepega narediš. Altruizem. Verjameš v nesebični altruizem oziroma brezpogojno dajanje pomoči? Pa ja, verjamem. Saj vem, da so razne filozofije, pa pravi, vedno imaš zadnje neko agendo, nekaj od tega dobiš, pa tudi dejstvo je, da nekaj od tega dobiš, tudi če nekomu pomagaš, tako kot sem rekla, sam čutiš zadovoljstvo, torej si nekaj sam dobil. Ampak nisem toliko filozofsko usmerjena, da se toliko poglabljala v to, ampak včasih življenje poenostavim, da je meni lep živeti in rečem, ja, verjamem, da je brezpogojno, da je lepo, da se da kaj. Zakaj pa ne? To je tako meni podobno vprašanje, ko mi kdo reče, verjameš, da obstaja Bog, vesolje, nekaj, ne? In ja, močno verjamem, da obstaja. In z mojim matematičnim umom me zelo hitro mrzlo prepriča, da je to neumno, zato sem iluzija naših možganov in tako naprej. Še ena vrhunska knjiga je Sapiens, ko ti to tako razloži, da na koncu veš, da je to sem neka fikcija našega uma. Ampak jaz se zaključim tako. Ne morem si dokazati, da vesolje ali nekaj obstaja, ne morem si dokazati, da ne obstaja. S čim pa lažje živim in lepše živim. Meni življenje je mnogo bogatejše, če jaz verjamem, da je še nekaj močnejšega od tega, kar zmorem z umom nekako razumeti.
In če mi to pomaga in da mi to dela boljšega človeka, bom to verjela. Tudi če to je iluzija mojega uma. Tako da tukaj potem zaključim s svojim lastnim filozofiranjem, a je ali ni. Ja, saj ta tudi naša zahodna mogoče civilizacija, ki hočemo vse argumentirati oziroma vse razumeti in želimo priti do končnega odgovora, a ne. Se pravi, Bog, kaj je Bog, pa ne vem, gledaš razne, ne vem, kaj je že ono, kaj je bila že tista Odiseja 2000 ali kaj je že bila, to je bil Kubrick, ki pa na koncu ugotovil, da je nek računalnik ali karkoli, ali pa če poznaš to knjigo, kaj je že, Vodnik po galaksiji, Nisem pa brala. ta parodija, no, ki na koncu je številka 48, nekaj takega, da je odgovor na vse, a ne. Ampak je tisti parodija na vse to, a ne. Ampak to, da želimo vse razumeti, meni je bila ena zanimivost, sem enkrat temu kolegu rekel, da mi pač Miley Cyrus ful dobra pevka. Pa sem po defaultu metalec, a ne. Pa je rekel, a veš zakaj? Pa sem, ne vem, zato, ker se lepo smeje, ne vem, všeč mi je njen glas, karkoli, a ne, ne, zato, ker ima tak glas, ki povzroča neke vibracije, malo ta hripav glas ima, a ne, in da to pol bolj boža tvoje bla bla, a ne, in da si ti zato nezadovoljen. Sem rekel, lej, zakaj nisi utihnil 5 sekund nazaj, ker ne rabim razumeti, zakaj mi je nekdo všeč, pa Prosto všeč ti. ja. Ja. Jaz sem bila ena tisti, ki sem mogla razglabljati neskončno in brati. Se moram kar sama sebe nazaj povleči in se zdaj res strinjam s tem, kar si rekel. Podobno je pri knjigah. Lej, preprosto ti je všeč ali ti ni. Govorila sem z eno umetnico, ko tudi piševa knjigo, izjemna ženska, tudi tako uspešna na umetniškem področju. Jaz sem rekla, lej, Irena, se opravičujem, ne vem, če mi jaz lahko to knjigo pisala, ker v umetnosti iskreno te slike ne vem kaj dosti, skoraj nič ne vem. In pol težko pišem knjigo o nečem, ko ne znam. Pa mi tako postavila pred eno sliko, taka gajsna ženska, taka všeč mi je, noro. Pa rekla, zdaj pa tako, poglej te 2 sliki. A ti je ta lepa? Rekla, ni. Aha, ti je ta lepa? Tam je pa lepa. To je to. Prav več od tega ne rabiš. In ne filozofiraj in ne delaj. Umetnost je zato, da ti je preprosto ti je všeč ali ti ni všeč. Kaj je v ozadju, bomo pa mi tej branži noter mogoče kaj razglabljali, ampak to je dovolj, da veš, da lahko napišeš, kaj je lepo in kaj ni tebi osebno. To mi je bilo všeč, no. Ja, ta vidik slike, a se tudi to, a ne, če imaš ti, zdaj, ki je ful se popularen je nek minimalizem, pa kaj že švedski ali skandinavski minimalizem, enobarvno, ampak v bistvu kreativnost ti razvija to, da imaš ti različne barve v različne oblike v stanovanju, da ni vse enoznačno, a ne. Ampak mi je enkrat en tudi rekel, ja, da naj ima neko sliko in se pol včasih pred njo postavi pa vanjo gleda in vsakič nekaj drugega vidi, a ne. Pa je že milijonkrat videl, ali Tako so meni knjige, recimo, ne. Meni so knjige zakladnica, ne samo znanja, ampak občutkov, oziroma tako. Knjiga ti da moč, ko jo rabiš, knjiga ti da upanje, ko ga že skoraj izgubljaš, knjiga ti da motivacijo, ko ne veš, kako bi šel naprej, knjiga ti da potrditev, ko ne veš, a sem jaz zdaj čudna, so drugi čudni. Knjiga ti odpre svet, konec koncev te naredi ponižnega pred svetom. Pa knjiga ti včasih tudi, v mojem primeru zelo velikokrat mi da vedeti, Petra ne jamre, ni ti to hudo. Mi smo sploh izrazita založba, kjer izdajamo knjige samo slovenskih avtorjev, pa samo slovenske zgodbe, pa večinoma te življenjske močne zgodbe, ki so čustveno težke, ampak imajo neko pozitivno sporočilo. Mora biti na koncu neko pozitivno sporočilo. Darko, ko jaz preberem vse te knjige, ko poznam vse te zgodbe, ko se na nek način postaviš to vlogo, ko bereš kot tisti pisatelj, ki je to doživljal, v enem kančku doživiš nekaj takega kot oni. Veš, kakšne zgodbe ljudje v življenju dajo skozi, pa ko jih takole pogledam, so nasmejani, pozitivni, veš, znajo druge osrečevati in tako dalje. In si mislim, kaj se mi pritožujemo nad kakšnimi malenkostmi, če smo malo umazani, če otrok, ne vem, še ne zna čevlju zavezati ali pa cvek dobi. Ko so tako močne, težke življenjske zgodbe, pa ljudje znajo iz tega najti ne obup, pa žalost sami zase, ampak znajo najti neko moč, da s tem tudi nekaj naredijo in pomagajo drugim. Saj ti si en prvih zgled, takih zgodb. In to je vredno, da beremo, da poznamo in da malo reflektiramo, da nam ni najhujše na tem svetu, ker ne vem, zakaj smo tako radi te žrtve, no. lahko je.
Enostaven je. Enostaven je, ja, ta je dober odgovor. Meni je všeč ona anekdota, saj je zelo znana. Veš, ko so vprašali na eni strani uspešnega podjetnika, pa na drugi strani klošarja s steklenico alkohola v rokah, isto vprašanje. Zakaj si tukaj? In ti si uspešen podjetnik z lepo družinco, super odnos in tako naprej, res eno prijetno življenje. Je odgovoril, imel sem težko otroštvo. Ta brezdomec je pa odgovoril, imel sem težko otroštvo. Zdaj pa sem, kaj iz tega narediš, ne? Ja, se tudi veliko teh, recimo Steve Jobsa, kaj je bil, ne. On je s hiperkompenzacijo delal vse, kar je delal v življenju. Tako da je ful zanimivo. Eno zgodbo sem prej hotel reči, ko si še govorila o domu za ostarele. Jaz sem imel eno sosedo smo imeli, ki je bila res taka, nam je bila ko ena babica, bila je pač vdova, ki je vedno k nam hodila tudi jest, pa vedno je pri kmečkih opravilih pomagala. In ona je bila tako res dobra pripovedovalka zgodb. Ko smo recimo ličkali koruzo proti koliko tisto staro, a ne, da se dogaja, vsi sedimo okoli in ona je govorila zgodbe iz mladosti, kaj so doživljali, drugo svetovno vojno je dala čez. Res take, ko rečeš, se zaveš, koliko si majhen, a ne. Mi se preobremenjuješ, imaš 2 različne čokolade v hladilniku, ona pa, ki je videla, kaj bomba priletela na drugo stran travnika, a ne. In ko je bila pač kasneje že dementna in je šla v dom, sem jo pač obiskoval kdaj, koliko je bilo fajn se pogovarjati s tistimi starejšimi ljudmi, ko so bili tako veseli, ko si se z njimi pogovarjal. Pa dostikrat so me tam na hodniku zadržali, so malo spraševali, kje sem potoval, pa to, a ne, da je toliko dobro tiste minuto, ki si jim namenil. Pa sem šel pa do nje, tako, ko mi prepoznala, sem Darko, nisem, ja, okej. Pa sem jo pa vprašal o mladosti in je začela govoriti eno zgodbo, ne vem, kako so hodili na ples na veselico, kako so se pol iz sosednjih vasi stepali, ki je s takim žarom govorila, kot da bi se takrat dogajalo. Sem rekel, wow. Samo iskrico je rabila in da ne moreš tega pozabiti. Pa tudi v vsej tej digitalizaciji, umetni inteligenci, vse je super. Jaz ne zavračam nobenih tehnologij in to, ampak ne smemo pozabiti, pa gremo nazaj na temeljne vrednote človeštva konec koncev. In dajmo poklon tem starejšim, da jih poslušamo. Dajmo poklon sebi, da njih poslušamo, pa da se pogovarjamo. Pa vedno so človeštvo je obstalo zaradi zgodb, zaradi pripovedovanja zgodb, zaradi predajanja znanja prek zgodb in tako naprej. Tako to so ene veščine, ki so pomembne za, bi se rekla, za zdravje, za čisto psihično zdravje človeka in tega ne pozabiti. Mogoče, najbrž sem malo subjektivna, ampak mogoče sem tako zaljubljena v knjige tudi zaradi takih stvari, ker verjamem, da bolj, ko bo tehnologija šla naprej, bolj bo pomembno, da imamo te korenine tudi trdne. In tu so knjige, in tu so zgodbe, in tu so ti starejši, ki govorijo, in to je, da veš, iz kje izhajaš, in to je slovenski jezik, in to je tudi naša pripadnost in okolju in recimo državi, družini. Vse to rabimo, to trdnost, da lahko pa s tehnologijo dosegamo neke veličine. To globoko verjamem, pa to delam v tej smeri, no, ko mi daje osebno zadovoljstvo. Jaz sem tudi v otroštvu nešteto knjig, ne bom rekel nešteto, se jih je da prešteti, ampak prebral in mene je bila knjiga kot, ne vem, danes, kot otrokom danes TikTok, mene je mami od knjig preganjala. Ja, se to je bilo še ono, berejo knjige unika, nima kaj za početi. Ker sem tako z ono lučko na uri, ki sem dobil, ne vem, za prvo hilo, kaj sem dobil eno tako uro, in pa sem bral pod odejo, sem bral, ne vem, Vinetuja, pa tako zvečer mami prišla. In to eno doživetje, ki ga ne bom pozabil, pač tiste planjave, da velike, kaj so že Pririja, pa to, ki je tam Old Shatterhand potoval, pa in sem pač vsako leto gremo v Oklahomo in gremo tam na en pohod po neki Wichita Mountain, se reče. Dejansko sem tako bizone gledal, na 2 metra so prečkali, ne, in 100 bizonov cesto. Mi smo se mogli ustaviti, da so oni lepo čez cesto šli, a ne. Tako da je bil knjiga Vinetu. Sem rekel, kot otrok sem to bral, danes pa to v živo gledam, a ne. In to ti knjige dajo, neko doživetje, ki ga mogoče nikoli ne boš doživel. Ja, vsega nikoli. Tudi Metulja si brala? Ne, nisem. Ta, ko je bil zapornik. Znam, ja. Mislim, da je v tej knjigi, da reče en, da mu lahko vse vzamejo, vse dostojanstvo, vse, kar je, ne, ampak domišljije pa tisto, kar mu v glavi ne morejo vzeti, ne. Ti lahko še eno lepo zgodbo povem, en lep natečaj imamo. Pa rečejo, mogoče malo, zdaj pa še malo številk, ne.
V Sloveniji se letno izda 6000 knjig, to sem že prej pogovarjala. Imamo 1400 pravnih oseb z založniško dejavnostjo, da vsaj kakšno knjigo izda. S tem, da povprečna prodaja knjig je pa 350 izvodov, kar je zelo nizko. Slovenci smo prvi po številu napisanih knjig na prebivalca v Evropi, smo pa dosti nizko po številu prebranih pa kupljenih. In zdaj vsak malo podjeten bo rekel, to je branža, ki je v upadanju in tukaj se podjetno nimaš kaj udejstvovati, konec koncev pa noben več ne bere, tak enostaven, krivičen zaključek. In potem mi pridemo do mladih. Mi smo se zelo trudili po šolah, da smo promovirali poklic pisatelja, branje knjig in tako naprej, da bi mladi to sprejeli, pa če sem čisto iskrena, si moram priznati, da je tistih 95% zavijelo z očmi, kot da zdaj tam nekaj čmo. Ampak si mislim, mogoče pa enega se bo dotaknil, no mogoče. Razen en natečaj, en projekt prinaša pa neverjetne rezultate in mi je dal nazaj upanje za to, da mladi bodo ostali s knjigami. In mi smo naredili natečaj Mladi pisatelj leta. Začelo se pa tako, da je do mene prišla ena punčka, to zgodbo velikokrat povem, 3. razred, kratke črne laske, mi rečemo tako gajstna, tako oštra, tako hodilo do mene. In pocuka za hlače, tako me gleda gor. Pa reče, a ste vi pisateljica, ki je prišla na šolo? Tukaj promoviram, ne. Rekaj, ja, jaz sem ta pisateljica. Nekaj vam moram povedati. Tako je gledala, ne. Rekaj, ja, to bo zanimivo, ne. Povej. To pa ni seksi poklic. Tako si mislim, zdaj mala ima prav, to je bolj dinozavrsko ne bi moglo biti, kakor to, ne. Poj pa vprašam, kaj pa je zate seksi poklic, ne? Pa reče, influencer, pa youtuber. In res mi je dala mala misel, ne, ko pravijo, od vsega se lahko nekaj naučiš, ti da neko inspiracijo. In sem si mislila, kaj punčki 3. razred, po čem je njej neko merilo, da je zdaj to pa in sploh poklic. Je verjetno je nekdo dal na oder, pa izpostavljal to kot neki wow, ne. Jaz rečem, potem to naredi za pisatelje. In smo naredili natečaj Mladi pisatelj leta, kjer morajo od 10 do 17 let stari napisati knjigo, sprav ne zgodbico, zbirka zgodbic, konkretna knjiga, to je tako, 150 strani dolga knjiga, ne. In potem vsako leto zberemo najboljšega in tismo izdamo tiskano knjigo. In prvo leto recimo je zmagala 13-letna Ula, smo izdali knjigo in mi iz nje naredimo zvezdo. Tako, ker si zasluži. Že prijaviti se na natečaj, že napisati knjigo, to so tako mesece, se to trudijo, da naredijo. In damo v medije, jo izpostavimo vse posod in kar naenkrat rata 13-letna Ula, glavna frajerka šole, ker ona je pa napisala knjigo. In da ima to res učinek, vidimo potem, da naslednje leto se je prijavilo 7 knjig iz te iste šole, pa je majhna šola Kostanjevica na Krki. Največ od vseh šol po Sloveniji. Torej je inspirirala ostale, da so začeli pisati. Pa pridem na dogodek, ko smo imeli predstavitev na šoli in tako mediji pridejo in tako naprej. In gledam prvi 2 vrsti. Sem prav naredila fotografijo, zato ker so stari 13, 14, 15 let, vsi v roki držali knjigo, listali knjigo in brali, ker jih je zanimalo, kdo je tisti Gašper noter, ki ga Ula omenja, ne. Jaz rečem, glejte, ko pravijo, da so mladi na telefonih. Glejte to, vsi so bili v knjigi, ampak mora njihova vrstnica napisati in pol rata njim zanimivo, ker to je njihov jezik, oni se razumejo med sabo. In imamo tako čudovite rezultate pri tem natečaju, ne samo da pišejo, ampak tudi na drugi strani, ko berejo. In kar naenkrat smo one skrite bisere postavili ven in ratujejo inspiracijo vsem ostalim. Tako, če mi danes kdo reče, mladi ne berejo, ne pišejo, ni res, da ne berejo, celo pišejo. In tu pišejo take knjige, da se jaz skrijem. Letos je zmagala ena 17-letnica, Ajda, knjige še nismo izdali, ampak bomo kmalu. Jaz prisežem, Ajda, kaj pa dol, mislim, občudujem, kako ona piše, jaz niti približno nimam tazga besednega zaklada, niti približno tako dobro ne pišem kot ona pri svojih 17 letih. Tako da, če bi kdo rekel, je prihodnost za knjige pa za Slovenijo, je. Ogromno jih je, samo dajmo jim prostor, dajmo jim možnost, dajmo jih podpreti in dajmo jim pustiti, da oni pač se izražajo in dajo svojo besedo ven. Tako da te zgodbe to bo živelo naprej. Wow. Tudi opažam, ja, da ko po šolah vprašam, če kaj berejo, je vedno več rok gor. A vedno več bi rekel? Ja, enkrat pred par leti se težko delam take velike zaključke, ker nimam tega vzorca, ampak Se meni všeč, ker vedno več, mi je fajn. Me je 4 predavanja naredil na eni šoli v 4 urah in mislim, da skupno 3 ali 4 so roko dvignili, da berejo. Neka manjša šola, niti ne vem več kje. Ampak zdaj, ko tako vprašam, kaj berete, in se pol dokazujejo, kaj berejo in tako naprej. Pa še ena zabavna zgodba, tudi realna. Prijateljica hčerka, bila je stara takrat 11 let, bili smo tam na morju in jaz berem knjigo in me ona tako gleda, tista pubertetnica, reke, kaj pa delaš? Berem, ko si beden. Pa jaz tako, a sem beden?
a zdaj videla kakšen moj intervju, a zdaj videla, kako govorim, kako se izražam. Ja, ampak si še zmeraj beden. Sem rekel, a greva staviti, kdo več knjig prebere. Ti Čast in sladoled čez 2 meseca me pokliče, 3 mesece. Čist pozabim na tisto, jaz sem tisto knjigo še dokončal, pol naprej nisem šel, ker sem druge stvari pozabil, mislim, delal. Pa enkrat zazvoni telefon, ja, Darko, sladoled si mi dolžen. Čakaj, zakaj že? Ja, zdaj sem 3 knjige prebrala. A res, vidiš? Ena pa po ena inspiracija, ena pa po ena malenkost in lej, povlečeš naprej. Ker pol, ko začutijo moč knjig, bodo v knjigah ostali. Tako je. O, lepa. Lepo, ja, res je. Berejo in se tudi lepo izražajo in jaz vedno rečem tudi tistim, ki so, ne vem, poznam kar nekaj takih inženirjev, pa čisto tehnični stroki, ampak to je da 3 stavke lepe skupne spraviš, pa vejic vsaj za silo približno ne postaviš, se te težko resno jemljajo na visokih položajih, no. Pa vsak se mora znati vsaj malo pisno izražati v slovenskem jeziku, tako kot se zagre. Tako da tu smo spet pri onem, ne pozabimo osnove, saj je prav, da gremo vse v razvoj, tehnologijo, inovacijo, super, super, super. Ampak nekaj so pa trdi temelji, ki morajo pa ostati. In tu je v našem primeru je tudi to neka slovenska beseda in te osnovne vrednote, o katerem sva tudi dosti govorila, no. Jezik. Jezik Ja. sigurno, ni samoumevno, da ga imamo, ne. Pa lep je. Hvala, ko si prišla. Ja, Si Darko, malo hvala ti za vse, no. dobre besede zastavila za še bolj zanimiv poklic od influencerstva, ne, pisateljski. Ja, zdaj smo tudi influencerji preko knjige. Da ni to samo ždenje med 4 stenami in ustvarjanje svojih likov, ampak da je to res en tak lep poklic, ki da veliko okolici, tako da jaz sem ful vesel, da si prišla in še veliko uspeha na nadaljnjih poteh in projektih in da ostaneš v svojem ikigaju. Darko, tebi pa hvala ne samo za tole, ampak si en tistih, ko ga večkrat tudi izpostavimo, podamo na, ne samo misli, ampak na glas rečemo, tisti, ki nam daš motivacijo, voljo, ko rečemo, če je Darko to tole uspelo, daj poglej, no, daj se po njem zgleduj, si en tistih zgledov, ki je vredno ga postaviti ne na oder, ampak ne samo na oder, ampak tudi v knjigo in tudi vse povsod drugod. In premalokrat ti to povemo, da si vsem nam tudi izjemna inspiracija, tako da hvala ti za vse to. Hvala.